Organizacija gradbišča vedno predstavlja izziv, sploh v mestnem središču. Ogledali si bomo stanovanje v Ljubljani, iz katerega so med obnovo odpeljali 51 ton gradbenih odpadkov in pripeljali 28 ton novih materialov in vse to so ročno znosili po 90 stopnicah. Smo v podstrešnem stanovanju v stari secesijski stavbi sredi Ljubljane. V stanovanju se prepletata staro in novo, črno in belo, sijaj in mat, les in kovina. Gospa Špela, vi ste sodelovali pri prenovi in opremi tega stanovanja. Kakšno je bilo pred prenovo? Pred tem je bilo najemniško stanovanje. Prostor je bil razdeljen na dve sobi, vsaka po 20 kvadratnih metrov, brez sanitarij in pitne vode. V zgornjem nadstropju so bile shrambe, tako da je bilo pred gradnjo potrebno urediti vsa soglasja, urediti zemljiško-knjižni vpis za cel objekt in potem je bilo stanovanje pripravljeno za gradnjo. Stavba je v središču mesta, ob prometni ulici, nima dvigala, sva v podstrešnem delu. Kako ste to logistično izpeljali vso to prenovo? Verjetno ni bilo ravno enostavno. Organizacija gradbišča, to je vedno izziv. Sploh v centru mesta, se pravi, ni parkirnih prostorov, nimamo dvigal, vse mora potekati zelo hitro, tako da tudi ne moti ostalih stanovalcev v večstanovanjskem objektu. Zdaj, praksa je tudi, če so takšne težave, da je na gradbišču prisotnih več delavcev, tako da je res zoptimiziran ves proces dela. Stanovanje v 4. nadstropju brez dvigala, to pomeni ves iznos materijala in vnos novega materijala, se to je moglo potekati ročno. To pomeni, recimo po podatkih, ki nam jih je dal gradbinec preko njegovih evidenčnih listov iz odpada, je nastalo za nekih 50 ton odpadkov. Pri prenovah starih objektov je pomembno, da se držimo pravila, da je vnos novega materijala, teža mora biti manjša od tistega, kar smo porušili. Vse inštalacije so speljane na novo, tako da vsa kanalizacija, vodovod in elektroinštalacije. Zdaj, v ta namen smo naredili tole novo gipskartonsko steno, prav zaradi tega, da bi vse potrebne inštalacije speljali v novem zidu, da ne bi še dodatno posegali in rušili obstoječe zidove. Tako da smo dejansko pridobili prostor v tem 125 cm pasu za vetrolov, sanitarije, kopalnico in kuhinjski del. To pomeni, da so in vodovod za kuhinjo, kopalnico, ko ga rabimo, je v tej novi steni in speljali potem po vertikalah navzdol. Jedilnico in kuhinjo ste dvignili za nekaj stopnic. S kakšnim razlogom? Razlog je funkcionalnost in sicer stropovi so visoki 3 metre, mi smo potrebovali vertikalno komunikacijo z zgornjim prostorom. To pomeni, da bi stopnice bile zelo dolge v tem dost malem prostoru. Na ta način, ko smo naredili podest visok 3 stopnice, so se tudi naše stopnice zmanjšale, skrajšale, tako da smo lahko iz stropa spustili lahke stopnice, ki na nek način predelujejo ta prostor, hkrati pa ga tudi povezujejo. Na nek način tudi podest loči dva prostora, in sicer jedilnico in dnevni prostor, hkrati pa še vedno deluje to kot en prostor. Z izvedbo podesta smo pridobili tudi prostor za shranjevanje. S tem, ko smo naredili podest, je potem okno postalo dosti nizko, na nek način smo pridobili francosko okno, kjer se lahko ob večerih tudi poseda na polici, recimo, če imamo neko zabavo, več ljudi, imamo tam tudi dodatne prostore, da se lahko tudi malo sedajo. Kuhinja deluje zelo elegantna, moderna, izčiščena, na nek način brez nekih posebnih detajlov, kot nek kontrapunkt masivni mizi. Vsa oprema v stanovanju temelji na kontrastu. Imamo svetlo, temno, staro, novo, gladko, hrapavo. Tako isto s kuhinjo, ona je, zavestno smo se odločili, da funkcionalni elementi so sodobno oblikovani. Se pravi, v kuhinji kuhamo, to je treba hitro sčistiti, rabimo zaprte površine, da se tu ne nabira prah. Tako da smo jo naredili v bistvu izčiščene linije, brez ročajev, brez nekih detajlov. Kaj pa se v zgornjem prostoru skriva? Zgoraj je spalnica z nočno kopalnico, tako da nam sred noči ni treba vstati in se popolnoma zbuditi, ko gremo dol po telih račjih stopnicah.
Ja, stopnice so res videti kot pravo umetniško delo. Je les postaran ali je v resnici tako zelo star, kot je videti? Stopnice so zelo izpostavljene, so na sredini prostora, ločijo jedilnico od dnevnega prostora. Tako da je bila prav želja, da bi bile stopnice čim lažje, da bi visele, da bi bile čim bolj transparentne. Hkrati pa bi bile nek dekorativni element v prostoru. Tako da smo se zavestno odločili, da bi iz njih nekaj naredili. Narejena je bila kovinska konstrukcija, samo leva in desna rama. Potem smo poklicali enega mojstra, ki je prišel in iz starega lesa, dejansko iz 100 let starega lesa, potem po obliki nosilne konstrukcije naredil stopnice. Kaj pa ta miza, pa tista miza, je to iz istega lesa, 100 let starega ali še več? Ja. Tudi res? Ja, prav za namen izdelave tega pohištva je treba ta les prav zbirati. To je les iz starih hlevov in starih objektov, ga ta gospod doma hrani in potem iz njega naredi vse to pohištvo. Videti je, kot da gre za neke tramove ali kaj podobnega, ne? Ja, recimo nekje na nogah se še kar vidi en del letnic oziroma nekih oznak, ki so jih takrat pri gradnji izgleda uporabili, tako da je to potem z namenom uporabljen na delu mize, recimo, ki je še bolj izpostavljen in ki se tu vidi. Skratka, na teh starih materialih se vidi neka cela zgodba, ena življenjska pot enega dela lesa. Ko so bile te mize narejene, jih je bilo treba premazati. One so premazane s stikovim oljem, tako da površinsko je les vseeno zaščiten. Recimo, če se nam kaj polije, da se recimo vino, kava, da se to ne vpije direktno noter v mehke dele lesa. Kaj pa ta stena? Deluje kot da je že prastara, originalna. Ali je to zgolj nek dekorativni del? Tukaj pod to opeko so bila nekoč vrata v sosednji prostor, tako smo že na začetku omenjali, to stanovanje je bilo brez sanitarij in je bil del tudi sosednjega prostora, in tukaj so bila vrata. Tako da po sistemu gradnje vidimo, da je to bil tle nosilni obok in prav zaradi tega smo rekli, da bomo pustili opeko kot tako, jo očistili in impregnirali z premazom, s protiprašnim premazom, tako da dejansko se da tudi z mokro krpo očistiti. In recimo prav z namenom, ko dejansko lepota te opeke, ko ti vidiš, kako je ona zgrajena, smo pol se odločili in v tla vgradili še eno talno luč, da recimo zvečer, ko gledaš televizijo, ti ona osvetli. Glih lepota te hrapave stene je, ko jo ti osvetliš, ona dobi svoje sence.